našli omaro polni kartotek s podatki o političnih obsojencih. Več kot 5475 listov z imeni in priimki, s podatki o bivališčih, političnih deliktih in kaznih, na katere so bili obsojeni in ki so jih tudi prestali. Zapornikov in tistih, ki so jim bile kršene človekove pravice, pa je še mnogo več. Sedaj jih je do odškodnine države upravičenih že 18 000. Ti so še živi in mnogi med njimi so veterani. Kdo so bili ti ljudje? Česa so bili krivi? Kaj se je zgodilo z njimi? Kje so danes? Kdo se jih sploh še spomni? Od njihovih življenj so ostale kartoteke, založene v neki omari, v neki kleti sredi Ljubljane. V kleti slovenskega zgodovinskega spomina, v njeni temni podzavesti, je mok. Kartoteke ne govorijo o človeških usodah, o strahu in ponižanju. Umrli molčijo, a tudi tisti, ki so še živi, o tem ne radi govorijo. Ko bi leta 1950 na središčni točki 20. stoletja zašel v Ljubljano fotoreporter, bi lahko v samem mestu posnel vsaj 4 kazenska taborišča. Bilo je leto 1945 in druga svetovna vojna se končala. Takrat sem imela komaj 14 let. Z vlakom sem potovala skupaj z očetom, mamo in sestrami. Bilo nas je 5 sester. Naše potovanje pa se je kmalu končalo. Že v Šoštanju so nas izvlekli iz vlaka. Slačili so nas osnovno šolo v Šoštanju. Vseh skupaj nas je bilo zelo veliko in tukaj smo preživeli nekaj dni v negotovosti, saj so nam knojevci nenehno grozili, da nas bojo vse postrelili. Po nekaj dnevih življenja v strahu so nas odpeljali v taborišče na Tiharju. Nismo. Tega res nismo vedeli, so rekli ljudje, ki so sodili. Tisti, ki so to storili, so vedeli in so molčali. Je to mogoče? So rekli tisti, ki so se rodili pozneje? Nekateri so vedeli vse, nekateri so vedeli malo, vsi skupaj najraje, da bi vedeli nič. Ničesar nismo vedeli, potem, ko smo zvedeli, smo vse skupaj hitro pozabili. Komaj sem legla, so se že odprla vrata, na zaslišanje. Ko sem prišla tretjič, me je objel val električnih luči. Nikogar nisem videla. Zdelo se mi je, da sem oslepela. Naenkrat zaslišim surov glas, a nisem vedela, odkot prihaja. Samo odmevalo mi je v glavi in v trenutku sem bila potna po vsem životu. Ničesar nisem razumela, ničesar nisem odgovarjala. Vsaj tako se mi je zdelo. Najhuje mi je bilo v želodcu, šlo mi je na bruhanje, pa v glavi sem začutila strašne bolečine. Zdelo se mi je, da so se mi odprli možgani, da imam široko režo vrh glave in da berejo iz njih vse kot iz knjige in kot da je odprtina vedno večja in da je v njej silen mraz.